Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. Če imate težave v vašem življenju in molite, da bi jih premagali, potem prosim preiščite svoje srce in se vprašajte, ali ste na kogarkoli jezni. Usmiljenje ne pomeni, da se ne soočite s težavami. Jezus se je. On se je soočil z ljudmi. On se je soočil s problemi, vendar je še vedno ljubil ljudi. Naučiti se morate, da ne boste pričakovali od vsakogar, da bo popoln. Veste zakaj? Nihče izmed nas ni. V Janezovem evangeliju 2. poglavje 24. vrstica je besedilo, ki mi je veliko pomenilo pri moji poti k Bogu in še posebno, kako ravnati z ljudmi. Veste, mi imamo čez 900 zaposlenih v naši duhovni službi širom po svetu in ko imate opravka z 900 ljudmi, tam vedno nekdo počne nekaj, kar vam ni všeč. Če sodelujete s 3 ljudmi, tam vedno počne nekdo nekaj, kar vam ni všeč. Včasih, ko sodelujete samo z eno osebo, je tam nekdo, ki nekaj dela, kar... Koliko izmed vas se strinja, da če hočemo biti s ljudmi v mirnih in ljubeznivih odnosih in se ogibati jeze, potem moramo delati na tem. Vsi se strinjamo s tem. Vendar vsi potrebujemo sporočilo 24. vrstice Janezovega evangelija. Jezus sam pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal. Govorijo o apostolih. On jih je poznal. Ne pravi, da jim ni zaupal, ampak pravi, da se on sam njim ni zaupal. Kar lahko razberemo iz tega je, da on ni na široko odprl svojega srca in jim rekel, fantje, vi ste moji najboljši prijatelji, hodili bomo skupaj okrog in jaz vam lahko vse povem in zaupam in vi ste moji perfektni prijatelji, ki me ne boste nikoli razočarali. On ni napravil tega. Zakaj? Zato, ker jih je vse poznal. V 25. vrstici pravi, in ker ni potreboval, da bi mu kdo pričeval o človeku, sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Rada imam to vrstico. Veste, ko ste v novi službi, povabite sami sebe na pogovor in si recite, ta služba ne bo najboljša, šef ne bo najboljši, v službi ne bom z najboljšimi ljudmi in tudi sama nisem perfektna. Tako mislim, da bom tam vsak dan in bom imela usmiljeno držo. Vidite, vi morate tako naravnati svoj in takšnega tudi obdržati. Kako nam koristi, če nimamo napačnih pričakovanj, kajti ko imate napačna pričakovanja, potem se izpostavite vsakršni bolečini in agoniji. O, ti si pa zadnja oseba na svetu, o kateri bi si mislila, da bi me kdaj prizadela. Vidite, vi imate napačna pričakovanja, kajti ko se dovolj časa družite z nekom, boste našli nekaj o njem ali njej, kar vam ne bo všeč. Vsakdo lahko prenese vse za kratek čas. Vendar, ko ste z nekom dan za dnem in leto za letom, se mi zdi na mestu Petrovo vprašanje, Gospod, kolikokrat? To je moje osebno mnenje, vendar verjamem, da je Peter imel probleme z Janezom. Kajti jaz poznam Petrovo osebnost. Saj ne pišem novega poglavja v Svetem pismu, vendar poznam Petrovo reakcijo. Poslušajte, ko je Janez rekel, jaz sem učenec, ki ga je Gospod ljubil. Vam lahko takoj povem, da je to Petra zelo zbodlo. Lahko jasno vidim, ko se Janez nasloni na Jezusa pri večerji in reče, da ga Jezus ljubi. Ob večerji je naslonil svojo glavo na Jezusovo ramo in rekel, jaz sem tisti, ki ga Gospod ljubi. Stavim, da je Peter hotel izničiti njegov ugled. To je samo moje mnenje.
Mislim, da so ti apostoli bili skupaj 3 leta, vse dni in noči. Gotovo so imeli kaj povedati drug o drugem. Veste, bolj ko ste si blizu z nekom, bolj boste pozorni na njegove napake. Zato moramo začeti moliti in sodelovati s Svetim Duhom, da boste izoblikovali pravo držo usmiljenja do človeških napak. Učenci so bili zmedeni. Jezus jim je kar naprej odpuščal. Prepirali so se o tem, kdo izmed njih je največji. Zaspali so tedaj, ko jih je Jezus prosil, da molijo z njim 1 uro. Peter ga je 3-krat zatajil. Kljub vsemu temu je Jezus bil usmiljen z njimi. Na vstajensko jutro je rekel, pojdite in povejte mojim učencem in seveda povejte tudi Petru. Peter je edini, ki ga je imenoval po imenu. Pojdite in povejte mojim učencem ter tudi Petru. Nisem več jezen nanj. On je še vedno v skupini. Čeprav me je 3-krat zatajal. Veste zakaj? Veste, zakaj Jezus ni bil jezen na te svoje učence? Ker usmiljenje vidi, zakaj je kaj. Pravila vidijo, kaj delajo ljudje. Bog pa gleda onstran tega, kar delamo, in zato je lahko tako potrpežljiv, sočustvujoč z nami in dela v smeri našega ozdravljenja. Bog mi je dolgo časa dajal veliko stvari, ker je vedel, kako so me vzgajali in kako so grdo ravnali z mano. Vedel je, da imam dobro srce, vendar sem imela težavo z vztrajnostjo v meso, ker so me zlorabili. Jezus je razumel, da je učence strah. Petra je bilo strah. Strah ga je bilo ljudi. Vse je bilo strah. Usmiljenje vidi, zakaj je kaj. Veste, Jezus se sooči in je usmiljen. Kajti najslabša stvar je, da imate polno srce za mir. To zmede vašo molitveno življenje, to zmede vaš odnos do Boga, to zmede vašo izvoljenost. Hudiče odprete vrata v svoje življenje, postanete fizično bolni. Če imate probleme v vašem življenju in se borite, da bi jih prebrodili, prosim, preiščite svoje srce in se vprašajte, če je kdorkoli, na katerega se jezite. Sveto pismo pravi, ko prineseš svoj dar na oltar in ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam na oltarju, preden daruješ in pojdi ter se spravi z njim, potem pridi nazaj in daruj. Mislim, da ne bi smeli častiti Boga z jezo v srcu. To ni pravo čaščenje. Spominjam se, ko sem toliko let hodila v cerkev in sedela v prvih klopeh, ko sva bila z Davidom na začetku duhovne službe, čeprav nisem bila tako zelo vpletena v duhovno službo. Učila sem Sveto pismo in včasih, ko sva šla v cerkev, sva se tudi sporekla. Če hudič lahko začne karkoli v vašem življenju, ko se pripravljate na poslušanje Božje besede, bo veliko raje imel vaš notranji nemir, tako da ne boste uspeli kaj veliko pridobiti iz tega. Sedeli boste tam in si nadeli cerkveno masko, se vsakomur nasmejali, aleluja, slavimo Gospoda. Natančno se spomnim, kaj sem počela, ko sem sedela poleg Davida v cerkvi s svojim velikim nasmehom na obrazu, slavimo Gospoda, aleluja, gledala besedilo pesmi, pela pesem z rokami dvignjenami in si mislili, če si on misli, da bom danes pripravila najboljše kosilo, lahko kar pozabi. Če me vprašate, lahko tudi strada. Se vem, da ko pridem domov, bo zopet gledal nogometno tekmo, jaz bom spet delala in kuhala in imam poln kufer vsega. Gospod se ukvarja s skritimi kotički našega srca in ne s predstavo, ki jo kažemo na zunaj. Gospod, usmili se nas. Naj vas ne skrbi, ko vas nekdo izrablja v svoje namene in začnite poslušati Boga. Dopustite, da Bog postane vaš zagovornik. Naj se on ukvarja z vašimi sovražniki.
Bog je naš zagovornik, ko pa sami poskušamo skrbeti sami zase, potem Bog ne bo mogel biti vaš zagovornik. Dajte no, ali se jezite na vašega šefa, ali se jezite na osebo iz oddelka, ki je dobila boljši delovni položaj namesto vas. Ali se še vedno jezite na svoje starše, ki so sedaj v 80. letu, jih nočete poklicati in jih ne greste pogledat, ker z vami niso prav ravnali, ko ste odraščali? Ne dovolite mi, da še kaj rečem. Poglejmo na nekaj značilnosti, ki jih nosi s sabo drža usmiljanja in ugotovite, če jo imate ali ne. Usmiljenje je dar, ki ga jaz ne premorem. Imam pa nekako dar poboljšanja. Dar usmiljenja je čudovito izkustvo, vendar se mi kar izmuzne iz rok, veste, naučiti se moram. Postaviti ga moram na dnevni red in to večkrat na dan. To vam pravim, ker hočem, da veste. Kajti, če niste za to posebej nadarjeni, vas še ne oprosti odgovornosti, da bi se naučili rasti in delati s Svetim Duhom, da bi si pridobili dar usmiljenja. Prenesti moramo na Kristusa, tako da si oblečemo Kristusovo naravo. Samo zato, ker ste bili ranjeni v svoji mladosti in samo zato, ker vas je strah, da vas bodo ljudje izrabili, ne morete nenehno iskati izgovorov, da ne bi razvijali te lepe drže, kajti Kristus želi, da razvijamo to držo. Usmiljena oseba ne izpostavi napake drugih brez tehtnega razloga. Pravim vam, da slabe vesti potujejo po Kristusovem telesu kakor požar. Ni nam niti treba gledati poročil. Mislim, če kakšen pridigar v blatni vasi za 9 gorami naredi nekaj, mislim, da bodo v enem tednu vsi vse vedeli. Vendar pa se dobre novice ne širijo tako naglo. To je hudobna stvar, ki jo Bog sovraži. Mi se ne bi smeli ozirati na takšne govorice, razen če zvemo od tistih, ki so bili priče pri dogodku in veljajo za poštenjake. In drugič, mi ne poznamo celotne zgodbe. Tretjič, v Svetem pismu piše, da ljubezen verjame najboljši stvari o vsaki osebi. Zagotovo vem, da so se o meni krožile namirne laži, ki sploh niso bile res, in spoštujem prijatelje in sodelavce iz duhovne službe, ko rečejo, da tega ne verjamejo. Zakaj mi tako hitro verjamemo slabe stvari, nas je tako strah, da bi jih raziskali? To je hudobna stvar v mesu in nam ni treba, da bi hodili z mesom. Mi moramo slediti duhu in vedno napraviti to, kar Bog zahteva od nas. Amen. Prvo Petrovo pismo, 4. poglavje, 8. vrstica govori: ljubezen pokrije množico grehov. Rada imam to. Ko v pregovorih 10:12 beremo, sovraštvo zbuja prepire, ampak ljubezen pokrije vse pregreške. Veste, Jožef je napravil zelo lepo stvar in je pokazal svojo osebnost, ko je imel opravka s svojimi brati, ki so prišli po žito, in je razkril, kdo je, so v prostoru bili tudi drugi ljudje. Ne vem, če ste kdaj pomislili, da so vsi drugi morali zapustiti prostor, preden se razkril bratom. In veste zakaj? On ni hotel, da bi kdo drug mislil slabo o njegovih bratih. To je čudovita drža. Sedaj se napotimo v 1. Mojzesovo knjigo, 9. poglavje, začetkom v 18. vrstici. Molim za to, da ko bomo prebirali ta odlomek, da bi dobili nekoliko strahospoštovanja do Boga. Kajti verjamem, da potrebujemo strahospoštovanje pred Bogom. Mislim, da je to tista stvar, ki bo napotila osebo k opravljanju tistih stvari, ki so prave. Mislim tudi, da ta stvar manjka v življenju kristjanov. Postali smo preveč domači z Bogom in to v napačnem pomenu. Boga se ni treba kar naprej bati, vendar morate vedeti, da je Bog Bog in misli, kar reče. Če namreč On reče, potem vas bo tudi blagoslovil.
In če reče, naj česa ne delate, potem bolje, da tega ne delate, kajti drugače se bodo pokazale posledice. Vse to je napisano za našo vzgojo. To ni majhna knjiga z lepimi zgodbicami, ki bi jo nekdo zapisal. Te stvari nam služijo, da se oblikujemo. Pusti nas, da se iz tega učimo. 1. Mojzesova 9. poglavje 18. vrstica. Noetovi sinovi, ki so odšli iz ladje, so bili Sem, Ham in Jafet. Ham je Kanaanov oče, 3 so bili Noetovi sinovi in ti so obljudili vso zemljo. Tedaj je Noe, mož zemlje, začel saditi vinograd. Ko pa je pil vino, se je napil in nag obležal sredi svojega šotora. Noe je bil že dovolj časa na ladji. Mislil si je, zdaj je čas za zabavo. Pridelal nekaj grozdja, napravil je vino, pil je več, kot bi lahko. Jasno je, da se je opijanil, slekel se je in je bil gol v svojem šotoru. Samo toliko, da vem, da mi še sledite. Sedaj pogledajte tole. Ham, Kanaanov oče, je videl goloto svojega očeta in je šel to praviti obima bratoma, ki sta bila zunaj. Ne bosta verjela, kaj oče dela, pijan je kot krava in čisto nag leži tam v šotoru. Sem in Jafet pa sta vzela plašč, si ga dala na ramena, šla zadensko in pokrila nagoto svojega očeta. Obrnjena sta bila torej proč, tako da nista videla njegove golote. Sramovala sta se, kako lepo je tole, z drugimi besedami prekrila sta njegove napake. Pokrila sta njegovo krivdo. Poglejte sedaj. Ko se je Noe prebudil iz vinske omame in izvedel, kaj mu je storil njegov mlajši sin, je rekel, preklet bodi Kanaan, bodi hlapec hlapcev svojih bratov. Potem je rekel, blagoslovljen Gospod Semov Bog, Kanaan mu bodi za hlapca. Naj Bog razširi Jafetov prostor, naj ga naseli v Semovih šotorih in Kanaan mu bodi za hlapca. Ali je lahko kaj še bolj plehko? Vem, da je to stara zaveza. Vi veste, da stara zaveza se ne ujema dobro z novo zavezo. V novi zavezi so ljudje omotični od milosti, vendar pa milost ni opravičilo, da bi živeli plehko, grešno življenje in bi bili opravičeni. Milost je v prvi vrsti moč Svetega Duha, da bi z lahkoto mogli napraviti, kar nam Bog naroča. Kajti ne delamo mi z našim mesom, ampak kličemo k Bogu, da bi postal naš partner in bi stvari opravljali z njegovo močjo. Nikar si ne mislite, da je milost kar tako. Meni uspeva milost. Jaz imam rad milost. Vendar pa smo nekoliko zaskrbljeni, ko ljudje mislijo, da lahko delajo, kar hočejo. Veste, mi živimo v novi zavezi in to je milost. Milost ni opravičilo, da bi živeli plehko, grešno življenje in da bo Bog to spregledal. Milost je moč, da lahko pokleknem in rečem, Gospod, hočem napraviti to, kar hočeš ti. Želim živeti brez zamer, brez zagrenjenosti, kar pa ne morem narediti sam od sebe, vendar Bog, če mi boš dal svojo milost, če boš usmiljen z menoj, potem bom tudi jaz lahko usmiljen do drugih ljudi, ampak Bog, samo če mi boš ti pomagal in ne bom živela v jezi, ne bom histerična, ne bom živela zagrenjeno, maščevalno, kaj ti rekel si, da lahko računam na tvojo milost. Amen. Druga stvar, ki jo Matejev evangelij razkriva v 18. poglavju, zadeva odnos med bratoma. Če te je brat užalil najprej, vsak naj reče najprej. Najprej pojdi na samem k svojemu bratu. Nikoli ne pravi, da če te kdo užali, pove naprej 20 ljudem o tem. Najprej pojdi privatno k svojemu bratu na samem in se poskušajta pobotati. Na to pravi, če ne bo hotel poslušati, vzami 2 ali 3 druge in če še ne bo hotel poslušati, potem povej med brati v cerkvi. Prikazan je vrstni red, kako se stvar pravilno dela. Sveto pismo nikoli ne pravi, da vas pusti pri miru s vsakršnim slabim obnašanjem, to ni odpuščanje. Dopustite, da zaključim danes s pismom Galačanom 6, prva vrstica.
In potem bom molila za vas. Bratje, če zasačite koga pri kakšnem prestopku, ga vi, ki ste duhovni, to smo mi, ali ne? Kdor je dovzeten in se da voditi duhu, je duhoven. Tako ga postavite v prejšnje stanje in na svoje pravo mesto. Sedaj mi nimamo nobenih težav, na katero mesto naj ga postavimo. Da, navdušena sem, da ga Gospod postavi na pravo mesto. In na to nadaljuje, da ga postavite v prejšnje stanje, kar pomeni, da bi morali pogledi občestva biti takšni, kakor prej. Postaviti ga na pravo mesto in to brez kakšnega čuta vzvišenosti in z blagostjo in pri tem pazi nase, da ne boš tudi sam padel v skušnjavo. Torej, najboljša stvar, ko nekdo naredi nekaj takšnega, ki vas prizadene in namesto, da bi se razjezili s šokantnim obnašanjem in jim naložili tudi kazen, tako da jih za teden dni izločite iz svojega življenja, ste lahko drugačni. Lahko ste boljša oseba in rečete, veš kaj, nočem, da bi imela kakšne probleme, poslušaj, tudi sama sem naredila veliko takšnih nerodnosti, vse razumem. Veste, velikokrat nas ljudje ranejo in se niti ne zavedajo, da so to naredili. Imeli so težek dan, slab dan in niti ne razumejo, kaj sploh delajo. Moja hči je nekoč čakala v vrsti v lekarni, da bi vzela zdravila na recept in farmacevtka za pultom se je vedla povsem neprimerno. Mislim, samo godrnjala je bila nataknjena, razdražljiva in naduta. In tako si je hčerka mislila, ko pridem jaz na vrsto. Če se bo do mene tako obnašala, bom ji že povedala svoje, zahtevala bom nadrejenega in bo že videla. In na to je Bog opomnil, da prevaža v svojem avtu moje knjige, da bi jih podarila ljudem, ki imajo probleme v življenju. In Bog je naročil, stopi iz vrste, odpovej se svojemu mestu v vrsti. Pojdi v avto po knjigo in ji jo podari ter ravnaj drugače v dani situaciji. Ne veš, kaj se dogaja v njenem življenju. Mogoče je pravkar zapustil njen mož. Mogoče je imela otroka, ki je umrl. Nimaš pojma, kaj se dogaja v njenem življenju in zakaj se tako obnaša. Vidite, usmiljenje pogleda, zakaj je kaj. In ko je hčerka prišla nazaj v lekarno na vrsto, ji je dejala, gospa, vidim, da imate danes zelo naporen dan. Želim samo, da veste, da vas Bog ljubi. Moja mama je napisala to knjigo in želim vam jo podariti, ker si mislim, da vas bo morda opogumila. In veste kaj? Mislim, da obstaja boljši način, kako se obnašati do ljudi in reševati konflikte. Tudi vi tako mislite? Tudi vi mislite, ali ne? To ne bo zabavno, ampak jaz bom to storila. Koliko je izmed vas? Že veste, kaj nameravam, kaj ne? Mislite si, o ne, gospa, jaz se ne mislim stati, da bodo me vsi ljudje v dvorani gledali in si mislili, da sem tepec. No, veste kaj? Sveto pismo pravi, spovedujte grehe drug drugemu, da boste ozdravili v duši, razumu in srcu. Če morate komu odpustiti, če ste na koga jezni že dolgo časa, ali če ste samo danes malo jezni. Če ste jezna oseba, če hitro vzkipite, če ste pravičniški in licemerski, trdosrčni in ste slišali moje sporočilo, mislim resnično slišali in želite začeti znova, ali bi prosim stali in dopustili, da molim za vas. Hvala. Hvala, Jezus. Sedaj, samo da veste, da se je to povsod zgodilo, kjerkoli sem bila. In sedaj bi rada, da nekaj storite, ne da bi bili radovedni. Vendar želim, da se na hitro ozrete po celi dvorani in vidite, koliko ljudi stoji. In povem vam, zakaj želim, da to storite. Sedaj pogledajte mene in vam bom nekaj povedala. To je vzrok, zakaj nima cerkev nobene moči. Prav vsak izmed nas mora prevzeti odgovornost, da bo predstavljal Kristusa v svetu, kakor želi Bog, da bo lahko Bog opravil svoje delo. Amen. Prav vsak izmed nas. Oče, prosim te v Jezusovem imenu, da bi vsakdo imel danes nov začetek.
Gospod, verjamem, da so slišali tvojo besedo, vendar se zavedam, da ne morejo iti domov in narediti tega brez tvoje pomoči. To morajo vedeti. Tega ne morejo narediti samo zato, ker so se za to odločili. O tem morajo premišljevati, morajo moliti, računati morajo na tvoje usmiljenje. Računati morajo na tvoje usmiljenje. Vse dotlej, da dosežejo to lažbo. Obsojam Satana v Jezusovem imenu. Obsojam tega demona prepira. Obsojam vso bridkost, sovraštvo, za miro in jezo. In prosim te, Gospod, da bi vsi hoteli postati takšni, kot si ti. Govorim resnico o naši vladi, o našem narodu. Naši ljudje bi stradali, lahko bi umrli od lakote in nobenemu ne bi bilo mar, nič hrane, nič vode, ničesar. In spet ste prišli vi, tuji ljudje, pomagati nam na Haiti. Preživeli smo zaradi vas. Oni ne naredijo nič za nas, niti nas ne pridejo pogledati, da bi nas vprašali, ali kaj potrebujemo. To ste vi storili za nas. Hvala vam, vi ste to storili. Tam je kopalnica, tuš, milo, tekoče milo, lahko si umijem roke. Tudi WC papir imamo. Lahko se igram ali grem v šolo. Čudovito je. Samo s pomočjo naših prijateljev in partnerjev smo lahko zgradili nov rehabilitacijski center, kjer lahko živi 50 družin kot Sanjayeva, kjer je poskrbljeno za njih na vseh ravneh, izobraževanje, zdravstvena nega, poklicno šolanje. In najpomembnejše, tako bodo razumeli, da jih Kristus ljubi. Pomenite nam več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo vsem prijateljem in sodelavcem misionarske skupine Joyce Meyer, da nam omogočajo naše poslanstvo po vsem svetu. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in oznanjamo Gospodovo besedo mnogim narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali obiščite našo spletno stran joycemeyer.org, kjer lahko oddate svoje molitvene namene, bolje spoznate naše delo in vidite Joycein urnik. Pridružite se nam v partnerstvu, da bomo skupaj delili Kristusovo ljubezen svetu. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.